En čudovit večer so zorganizirali na založbi Goga, poleg festivala pripovedovanja in kratke zgodbe. Veste, da pripovedovanje je pravzaprav odkar smo ljudje, festival kratke zgodbe oziroma pripovedovanja in kratke zgodbe pa je letos 6. leto zapored. To pomeni, da bomo letos že 6. dobili nekoga, ki bo dobil edino nagrado v Sloveniji v tem trenutku za kratko prozo, nagrado Novo mesto. No in s tem seveda tudi založba Goga se mi zdi, da uresničuje en košček, en del svoje vizije. Tako da res dobrodošli, med nami so danes vsi trije nominiranci in nominiranka, kar nas zelo veseli, kmalu jih bomo spoznali. Zdaj pa za začetek, žirija ni imela lahkega dela, ampak prej sem govorila o viziji založbe Goga Novo mesto in bi zato k uvodni besedi najprej povabila direktorja založbe Mitjo Lična, prosim. Večer vsem skupaj. Za nami so trije čudoviti večeri pripovedovanj, trije krasni večeri zgodb. Lahko smo poslušali zgodbe, prve zapisane zgodbe v Evropi 17. stoletja, lahko smo poslušali zgodbe o pogumu, še posebej je bila pretresljiva zgodba dolgoletnega urednika in zdajšnjega direktorja Radia Svoboda, ki je govoril o ruski tragediji in pogumu malega človeka. Zadnji večer včeraj smo imeli čast gostiti ekipo Pričigina in moram izpostaviti Nenada Rizvanoviča Rizvo, zdajšnjega urednika založbe Levak, ki je govoril o svoji, kako bom rekel, travmatični izkušnji, družinski, ko so potovali, če lahko temu milo rečemo, iz Osijeka v Novo mesto kupovati svoj nov osebni avtomobil družinski. Ta izkušnja ga je tako zaznamovala, da prihaja novembra nazaj, ker se je odločil, da napiše zgodbo o novomeškem avtomobilskem velikanu in smo mu seveda z veseljem ponudili novomeško rezidenco, zato da bomo imeli tudi malo pogleda, kako se v Novem mestu piše. Kakorkoli, danes je sklepen večer, danes podeljujemo nagrado za najboljšo zbirko kratkih zgodb preteklega leta. Verjetno že veste, da je za izbor poskrbelo zopet Društvo slovenskih literarnih kritikov, za kar se jim na tem mestu še enkrat zelo iskreno zahvaljujem. Seveda se pa moram zahvaliti tudi našim dolgoletnim podpornikom, to je Mestni občini Novo mesto, Javni agenciji za knjigo in pa Evropske agencije EACA oziroma njihovem programu Kreativna Evropa. Želim vam en nadvse prijeten večer in finalistom en velik srečen. Hvala. Hvala, Mitja. Res, da je danes sklepni večer, ni pa to še konec festivala. Predvsem nas danes večer še čakajo tudi slečene zgodbe, o tem malce kasneje. Čaka nas pa tudi zajtrk jutrišnji z izbranko oziroma izbrancem današnjega večera. Izbirali bomo med Manko Kremenšek Križman, nominiranci Tomažem Kosmačem, Kazimirjem Kolarjem in Francijem Novakom. Kot sem že prej rekla, vsakega posebej bomo spoznali skozi branje kratkega odlomka in pa potem skozi pogovor. Ampak tako kmalu bo potem, ko bo na oder prišel in verjamem pozdravil v svojem stilu še gospod župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Prosim. Dober večer, spoštovani nominiranci, spoštovani žiranti, predvsem pa dragi ljubitelji literature. Lepa tradicija, 6. leto se podeljuje v Novem mestu nagrada Novo mesto. Vsi smo že nestrpni, kdo bo zasedel to Novo mesto slovenske literature in verjamem, da je tudi to nišo, ki je v nekem trenutku zasedla, prevzela založba Goga, da se je res utrdila z tem festivalom kratkim, ki zaznamuje te zadnje avgustovske dneve.
Vesel sem letošnje mednarodne dimenzije Pričigina in seveda gostov iz Češke, urednika Radia Svobode. Torej, festival raste, dobiva na odmevu in seveda to je tisto, na kar smo ponosni poleg 24-letne zgodovine, tradicije, ki jo utrjuje v tem mestu založba Goga in dokazuje, da ni treba biti vedno samo v nekih centrih, univerzitetnih centrih, ampak da lahko tudi v manjših mestih zrastejo velika kulturna središča in Novo mesto živi s svojo kulturo na številnih področjih. Letošnji avgust je bil zaznamovan res z bogatim festivalskim dogajanjem, v katerega se seveda umešča tudi festival Novo mesto Šort. Jaz želim vsem danes en prijeten večer, vsem nominirancem seveda čestitke za nominacijo in seveda en izmed vas bo tisti, ki mu bomo tudi čestitali oziroma bomo lahko rekli, da je najboljši in bo šel v zgodovino te prireditve kot 6. nagrajenec in verjamem, da se s tem zgodba Novega mesta ni zaključila. Hvala. Hvala gospodu županu. No, če bi med temi zgodbami, ki jih lahko beremo v teh 4 zbirkah kratkih zgodb nominiranih, namreč žirija je prebrala približno 60 kratkoproznih zbirk, tisto osnovno sito je prešlo 20 zbirk, tisto strožje sito pa te 4. In če bi želeli v teh zgodbah najti mir, ga ne boste. Če bi v teh zgodbah želeli najti tolažbo, je ne boste. Če pa želite, da vas zgodbe izzivajo, če vas na nek način spodbujajo k spremembi, če želite, da vas na nek način provocirajo in če ne želite, da vam je ob branju dolg čas, potem so pa to prave zbirke. Vsakega od nominirancev oziroma nominiranko in nominiranca bom zdaj povabila k sebi, ampak najprej skozi branje odlomka ene od zgodb vsakega od njih. Začenši z Kazimirjem Kolarjem. Naslov zgodbe je Divji pesnik in Kazimir se bo verjetno nasmehnil, kajti prav ta zgodba se mi zdi ena najbolj divjih v resnici, morda ena najbolj nelogičnih, ampak hkrati boste slišali. Splezali smo na streho in pili vino. Gledal sem dol na ulico in razmišljal, kako majhni so ljudje tam doli, kot igralne figurice. Naslednje jutro sem iskal čevlje. Stopil sem v kopalnico, v kuhinjo in na koncu še v dnevno sobo. Ugotovil sem, da jih imam obute. Vtaknil sem si kos kruha v usta, vendar sem bil tako lačen, da sem si skoraj porezal dlesni. Kruh je bil trd kot kamen in ni se hotel zmehčati. Hodil sem po prazni ulici. Nisem čutil telesa, ampak vseeno sem lahko pešačil in v ustih sem imel dovolj sline. Počepnil sem in začel delati vaje. Dvigoval sem se in delal počepe. Potem pa sem se spomnil, da bi lahko izpulil prometni znak. Napenjal sem se kot nor, toda ni mi ga uspelo premakniti niti za milimeter. Bilo je zgodnje nedeljsko jutro. Poklical me je prodajalec iz slaščičarne na koncu ulice. Potem sem si kupil krof in šel sedeti na klopco. Vsi so se prebujali in začel sem se dolgočasiti. Odprl sem knjigo in pomislil, da me bolijo roke in da sem si pretegnil vse kite na celem telesu. Spet sem zaspal. Sanjalo se mi je o lesketajoči se prikazni. Sonce je hotelo postati jezno in ko sem se zbudil, je bil večer. Želel sem vedeti, koliko je ura. Stopil sem k starki, ki je počasi hodila s palico v roki. Rekla je, nimam denarja. Šel sem stran in se ulegel na travo zraven smetnjaka, toda še zmeraj nisem vedel, koliko je ura. Spet sem se hotel pogovarjati in nisem bil več lačen. Po temni ulici je odmevalo in sledil sem ljudem, ki so šli na koncert. Mogoče so oni vedeli, koliko je ura. S seboj so imeli psa. Odprl sem ribjo konzervo in ga začel hraniti. Pes ni hotel jesti, niti polizal ni ribjega olja. Samo povohal je ribe, ki sem jih stresel na pločnik in se obrnil stran. Luči na vhodu so se prižgale, toda koncert se še ni začel. Nekdo je stal v kotu in si oblekel jopico. Nihče ni vedel, kdaj bodo glasbeniki začeli igrati, toda vseeno so kupovali pijačo in se pogovarjali z mimoidočimi. Kazimir Kolar, lepo prosim, če se nam pridružite
na odru, prvi od nominirancev. To je njegov kratkoprozni prvenec, tako da lepo prosim. Takole, Kazimir je eden tistih, ki zase pravi oziroma opiše se tako zbirka, da ve, da se pisanje ne začne s prazno stranjo, ampak z vsemi predstavami in klišeji, ki jih sabo prinaša tisti, ki piše. Drugi med nominiranci je Tomaž Kosmač, z zelo zgovornim naslovom zbirke, ki, če ne bi bila zbirka, je na odru, ne bi smela reči tega naslova, ampak zdaj lahko rečem, Ko jebe je naslov. Govori pa o eni poti z legendarnim Markom Brecljem. Ko sem brala Tomaževo zbirko, sem se ves čas spraševala, je to možno, da je vse to res? In ko priješ do konca, veš, da je vse to res. No in tudi ena od teh epizodic z Markom Brecljem je resnična. Darko je z Brecljem dosegel dogovor in zmenjeno je bilo, da me na dan odhoda ob 7 zvečer pobere v Logatcu. Standardno je zamujal. Po naravi introvertiran sem se ga v eni tamkajšnjih betul rahlo nacedil, kajti vedel sem, da bo Marko na neskončni vožnji potreboval sogovornika. Trenzen sem puščoben in bil v glavnem molčal. Navajen sem tvojih zakasnitev, sem stresel za uvod, ampak 1,5 ure se upravičujem, da je moralo vaše visočanstvo nekoliko potrpeti. Domov sem pribrzel komaj proti jutru, malo zadremal, potem sestavljal programsko vlogo za festival Lent in bil še v poznem popoldnevu na uzemljenju prijatelja. S tem je mislil na pogreb. Njegovi izrazi so mi bili sila všeč. Štartala sva in iz rukzaka, ki se mu ljubkovalno pravi v prenosni bife, povlekel plastenko z doma pripravljeno bevando. Naučen mojih šek je pridal, alkoholščine, in me obvestil, da se nama bo v Brežicah pridružil Izak, računalničar iz Španije, ki je bil v posavskem mestu v okviru študentske izmenjave. Potreboval naj bi ga za pomoč pri morebitnih zapletih z laptopom. Prenosnik si je izposodil in naprave menda še ni v celoti obvladal, spletno stran Društva prijateljev zmernega napredka pa je hotel ažurno posodabljati. Pričakoval sem, da bo Izak brez prestanka gobcal in z mediteranskim temperamentom skrbel za pestro vzdušje, a izustil ni niti besedice. Stisnjen med robo je v skrivenčenem položaju spal na zadnjih sedežih in ročno kasiral vzdevek sede spati. O polnoči smo prispeli na Hrvaško, zavili na avtocesto Zagreb-Beograd in v monotonem ritmu gomazeli po temotnem asfaltu. Marko je na prvi črpalki natočil gorivo. Kmalu je ponovil postopek. Pri 3. postanku sem vprašal, čemu ne natankaš do vrha? Rezervoar je preperel in če presežem 12 litrov, kapla iz njega. V primeru, da bi se zaradi bencinskih madežev zgodila kakšna prometna nesreča, bi me znali obtožiti zanjo in mi prilepiti visoko kazen, to pa pri mojih financah ni zaželeno. Tomaž Kosmač, avtor nominirane zbirke kratkih zgodb z naslovom Ko jebe. Lepo prosim, če se nam pridružiš na odru. Mimogrede, z nominiranci in nominiranko smo se dogovorili, da se tikamo. Tomaž, lepo prosim. Tomaž Kosmač Kosmo sicer se s to zbirko vrača, Tomaž, kamorkoli, se lahko usedeš, se vrača na znan teren, je avtor 3 zbirk kratke proze in pa avtor 4 romanov. Zbirko kratkih zgodb Punk is Dead je bil kar 2-krat med finalisti za takratno nagrado Fabula. Delo pa je prevedeno v makedonski in srbski jezik. Je član Društva slovenskih pisateljev, ki se po rodni Idriji, to boš povedal potem, vozi z avtomatikom. Ne vem, a se še boš kasneje povedal. In tretja je nominiranka, edina nominiranka med nominiranci danes je Manka Kremenšek Križman s svojo zbirko kratkih zgodb, polnih empatije, z naslovom Tujci. Ob vhodu stoji moški pri kakšnih 50 in me opazuje, kako se približujem. Med ustnicami mu dogoreva cigareta, neprijetno mi je. Gleda me tako, kot bi videl skozi me, se mi zdi. Oklevam. Vseeno sedem za prazno mizo blizu vhoda. Pristopi k meni in naroči mineralno vodo in kavo. Turško ali espresso, vpraša. Turško, rečem. Globoko vdihnem. Ko se vrne z naročenim, navrže. Vi pa niste od tukaj, kaj? Nisem, odgovorim.
Pravzaprav je vprašanje smešno, ker me je nagovoril v srbohrvaščini, torej ve, da sem naša. Naša vsaj po jeziku, drugače pa ne, saj ne ve, ne more vedeti. Pričakujem, da me bo vprašal, odkot sem, to da moški ne vpraša. Reče samo, takoj se vidi, da si prišlek. Imenuje me prišlek, ne reče tujka, ne reče turistka, reče prišlek. Zveni še bolj tuje, kot če bi rekel, da sem tujka. Po čem sklepate, da nisem od tukaj, vprašam. Tisti, ki so od tukaj, si stvari ne ogledujejo. Tisti od tukaj jih niti opazijo ne več. Vi pa, vam je vse to novo, tako se zdi. Razmišljam o tem, kar je rekel. Rada bi ga še kaj vprašala, naprimer, kako je živeti v tem mestu danes. Rada bi ga vprašala, kaj se mu je dogajalo med zadnjo vojno. Morda je bil vojak. Mogoče so mu pobili svojce, požgali hišo. Mogoče je on pobijal druge. Koliko jih je pobil? Je štel? Je imel možnost oditi iz mesta? Je kdaj pomislil, da bi živel drugje? Morda nima druge izbire in mora sprejeti stvari takšne, kot so. Mogoče pa ima to tukaj rad vsemu navkljub. Ker se je tukaj rodil, ker je tukaj njegov dom in ker preprosto ne pozna drugega. Ničesar ne vprašam. Manjka Kremenšek Križman. Lepo prosim, če se nam pridružite. Oziroma pridružiš. Kot boste tudi kasneje slišali, gre za zgodbo nepripadanja na nek način, različnih oblik tujosti. No, zdi se mi, da je Manka, boš potem povedala, piše seveda tudi iz osebnih izkušenj. V času razpada Jugoslavije si se vrnila iz Beograda, zdaj deluješ tu kot prevajalka, v nekaj časa tudi kot novinarka. In kot smo rekli, tujosti je lahko več, no, nominirka pa je danes samo ena. Zdaj pa imamo še Francija Novaka in njegov obvoz in primer njegovega pisanja se bere takole. Slišiš, poslušaš te pogovore? Obožujem človeški jezik. Ja, ampak v teh pogovorih je tudi polno sodb in predsodkov in puhlic, veliko neumnosti. Jezik je tudi nekaj strašnega. Včasih se mi zdi, da je jezik zarjavel žebelj, za katerega mislimo, da nekaj drži skupaj, a v resnici ne. Zasmejal se je, kot da ne misli resno, kot da jo izziva. Zakaj misliš, da je jezik kot zarjavel žebelj? Ga je vprašala med nasmehom. Nekaj povsem nezanesljivega je. Ljudje z njim utrjujejo stanje stvari, svet, za kakršnega mislijo, da je. Ampak s tem jezikom lahko poveš, da je jezik kot zarjavel žebelj. S tem jezikom lahko govoriš o jeziku in se odmakneš od njega in greš ven. Odkrivaš nove svetove, z njegovo pomočjo lahko govoriš o stanju stvari, kakršno je, in o stvarih, kakršne bi lahko bile. Toliko možnosti, takšne globine ti odpira. Govorila je povsem mirno, kot da ga ne prepričuje, z rokami je nevsiljivo poudarjala besede in dvigovala dlani, kot da riše risbo pred sabo in nasmešek je še vedno žarel na ustih. Nekaj časa jo je gledal, premišljal o nečem, pogledal v svoje roke. Ne vem, kdaj sem zadnjič takole sedel z nekom in govoril. Zakaj večkrat ne sedeš z nekom in govoriš? Neka težka obdobja sem preživel in se mi zdi, da mi ni bilo do tega, da bi se dobival s prijatelji in je tako kar nekako ostalo. Težka obdobja? Povej mi o tem, je rekla. Omahoval je, ni vedel, kaj naj ji pove. Zdelo se mu je, kot da izgublja glas, kot da ne more ničesar povedati, kot da se pred njim odpira prepad, a vseeno je začel, pripovedoval ji je o razpokah, o strahu, o temnih obdobjih. In moj svet se takrat kruši, drobi, razpoke se večajo in potem, kot da sem v nekakšni puščavi, ne dobesedno puščavi, to je le beseda, ki sem jo izbral, ampak v nekem izpraznjenem svetu. Prej sva govorila o jeziku, z jezikom osmišljamo svet. Kadar imam to obdobje, pa vidim svet brez tega, kar vam polagamo ljudje z jezikom. Takrat vidim svet onkraj jezika, kot nekaj golega, pustega, kot kamen. Tam drevo ni več drevo, je le čudna stvar z deblom in vejami in sonce ni sonce, je le premočno bleščeč se krog, ki ždi na nebu. Besede tam ne pomenijo dosti, odveč so, le vrtinčijo se v glavi kot kakšno suho listje, pa vsem nesmiselne. Tam ne moram brati knjig, vse dneve preležim v postelji v temi. Ne vem, zakaj sem ti to povedal. Vem, čudno je. V redu je, prav je, da si povedal, je rekla. Franci Novak, lepo prosim, če se nam še vi pridružite. Oziroma se mi pridružiš.
Franci je že bil tudi pesniški vitez leta 2012, sicer pesnik in še marsikaj, kar bomo izvedeli zdaj v pogovor. Najprej iskrene čestitke vsem štirim. Kdo ima tremo? Razen vsi. Hecam se. Ponavadi tisti, ki so večkrat z nami, to že vedo, skušam najti neke skupne poteze avtorjev, s katerimi se pogovarjam, sploh če se pogovarjamo naenkrat, oziroma takole kot danes. Pri vas pa to nekako ne gre. Po eni strani da, ker se vsi ukvarjate z nekimi mogoče malce temnejšimi ali bolj grobimi obrisi življenj. Po drugi strani pa je težko najti eno res tako skupno, razen tega, da pravzaprav so vse zgodbe izzivajo v nas nekaj, kar mogoče bi včasih raje nekam potisnili pa ne razmišljali o tem. Kazimir, če začneva midva, za tvojo zbirko so rekli, da je izrazito dinamična in izzivalna, to besedo sem že nekajkrat uporabila, pa me zanima, ali se strinjaš s tem, da so te zgodbe izzivalne, namreč tvoje zgodbe so ves čas, ko boste brali, nekje med resničnostjo in sanjami in čudaštvom in utirjenostjo in neutirjenostjo. Skratka, nekaj časa se mi zdi, da smo s tvojimi zgodbami tu, potem v naslednjem stavku smo nekje drugje v univerzumu, ne tu. So tvoje zgodbe izzivalne? In če so, zakaj? Ne vem, če so izzivalne. Moj namen je bil z vsemi temi zgodbami nekako predstaviti moment tega časa, moment tega čudnega časa, ko v bistvu, ko gremo s prijatelji, ne vem, na pivo ali pa na pijačo, pa imamo neke šale in potem drug dan pač te šale postanejo resničnost. Recimo, prejšnjič smo se družili in sem omenil nek primer črnega snega, ki je padal v Sibiriji, ali pa ne vem, pač mislim, da živimo v nekem času, ki je zelo zanimiv. Mislim, da živimo v nekem času, ko v bistvu neka spekulativna vsebina zelo hitro postane resničnost. In to sem želel v bistvu s vsemi temi zgodbami nekako poudariti. Se pravi, živimo v tem času, ne vem, 2015-2020, živimo v zelo nekem zgodovinskem času, zanimivem času. V zgodbah se pravzaprav na nek način, lahko bi rekli, si zapisovalec neke zgodbe, recimo leto 1943, tudi naslov zgodbe, kjer sta dvojčka na nek način čudaško, pa vendarle pogumno, če smo že prej rekli nekaj o pogumu, se odločita za neko votlinsko življenje. Seveda ne bomo zdaj točno vsake zgodbe, ker je nemogoče, zgodb je ogromno, so tako večplastne, da se jih bomo samo dotaknili za to, da pridemo do nekega vprašanja oziroma odgovora. No, ampak in po drugi strani ena kasnejši zgodb v zbirki je 2049, ki je pravzaprav grozljivo, upam, da ne resnična, je pa pravzaprav neko, kot bi napovedoval neko prihodnost. Kako zelo pomembno ti je umeščanje v času, ker se mi zdi, da na nek način sanje so brezčasne in če se gibaš med resničnostjo in sanjami, lahko pravzaprav vzameš čas kot svoj in to počneš, na nek način so zgodbe iz vseh obdobij. Kaj ti pomeni čas v pisanju? Ja, vse te, recimo, vse te časovne moduse, tudi v preteklost pa v prihodnost sem projiciral pač ta duh časa, ki sem ga prej omenil, in sicer ta duh časa je ravno v tem, da je pač družba postala izrazito atomistična, fragmentirana, se pravi, sociologi govorijo o teh bablih, se pravi, ali pa prej si omenila besedo votlina, vsak si izbere svojo votlino, ne vem, običajna metafora je pač, vsak si izbere, ne vem, kako že pravijo, vsak obdeluje svoj vrtiček, ampak pač ja, ta političnost oziroma ta izraziti individualizem, odločitev za neko življenjsko obliko, ki je zelo skrčena, ki je pravzaprav kar preveč že grozljivo individualizirana,
se mi zdi, da pač to je v vseh teh zgodbah poudarjeno, se pravi ta apolitičnost, ne? Ljudje so, družba je postala apolitična, in to je v bistvu tudi na nek način problem, je grozljivo, na nek način, čeprav na nek način razumeš, pač meni je všeč ta individualizem, da imajo ljudje svoje vrednote, da se veselijo svojih stvari, ampak vseeno je pač problem v tem, da gre mogoče to v skrajnosti. Skrajnosti, odtujenosti in tujosti, ne manjka. V svoji zgodbi se ukvarjaš, v svojih zgodbah se pravzaprav ukvarjaš z zelo različnimi vrstami tujosti, ki zelo hitro lahko postanejo odtujenost ali pa pač so povezane z selitvami, priselitvami, odselitvami in tudi z nebližino ali slabo bližino znotraj nekega odnosa. Prebrala sem, da pravzaprav vse jemlješ seveda tudi iz nekih svojih izkušenj življenjskih. Kdaj si bila najbolj tujka in kdaj najmanj v svojem življenju? Dobro vprašanje. Zdaj, to vprašanje za razmislek ni za tako na prvo žogo, da odgovorim. Kdaj sem bila sama sebi najbolj tujka? Ne, težko bi odgovorila na to vprašanje. Kdaj pa najmanj? Je to lažje? Ja, je, na nek način je lažje. Se mi zdi, da sem se, ne vem, nekje po 30. letu, če gledam tako nekako kronološko svoje življenje, da sem se našla. Mogoče bi rekla, da sem bila v 20 letih sebi najbolj tujka, ker nisem vedela, kaj bi sama s seboj. Prvo obdobje, to otroško obdobje, takrat, torej to obdobje imam še vedno za najbolj izpopolnjeno, ali pa takrat v tem obdobju sem bila najbolj izpopolnjena. Hodila sem namreč v baletno šolo, ki mi je ogromno, meni je balet ogromno dal in ogromno mi je pomenil. In še zdaj smatram, da nikoli ne bom več dosegla tega nivoja izpopolnjenosti, kot sem takrat. 20. leta so bila krizna leta. Po 30. letu, mogoče tudi s tem, ko sem nekje takrat ali pa mogoče v poznih 30-ih odkrila pisanje, to kreativno neko delo, sem se nekje približala spet sama sebi. Koliko pa imajo pri tem približevanju same sebe kratke zgodbe? Ne? Vem, da so ti bližje romani, pa vendarle si zmagala na radiu Ars na natečaju z zgodbo 2500 besed, ravno zaradi zmožnosti te empatije, ne? Ker šlo je za odnos med hčerko in očetom v psihiatrični ustanovi. To pač poudarjam zato, ker neočitno si zelo dobra v pisanju kratkih zgodb, kar je očitno, ker si tudi med nominiranci. Ampak kaj ima kratka zgodba, da se vendarle vračaš k njej, kljub temu, da vem, da imaš rajši na nek način roman? In ali je res, da naj bi bili tujci najprej roman? Tujci so bili in roman in naslov kratkih zgodb. Nastali so sočasno. Torej, imela sem izkušnjo s svojim očetom, tako da je to pravzaprav zelo, zelo intimna in avtobiografska zgodba, ki bo, mislim, da drugo leto objavljena pod drugim naslovom pri Mladinski knjigi. Hkrati je pa nastala ta kratka zgodba, ne? Tako da jaz bi rekla, da kratka zgodba je stvar intenzitete, ni pa stvar dolžine. In zato, kako bi rekla, druženje s kratko zgodbo je seveda kratkega daha, ne? Vse 7 strani prebereš v, 15 minutah, recimo, če še o tem malo kontempliraš. Roman je pa vendarle druženje na dolge proge. Zato jaz osebno še vedno smatram, to je moje osebno mnenje, kratko zgodbo za, bom rekla, kot mislim, drugorazredno literarno zvrst v tem smislu. Seveda je pa dobro kratko zgodbo težko napisati. Da dosežeš to neko intenziteto, da se nekoga dotakne. To niso enostavne stvari. Jaz recimo, ne vem, zadnjič sem Vodnikovi domačiji povedala, pa mislim, da se nisem dosti zmotila, torej jaz klešem neko zgodbo tudi kakšen mesec, ker razmišljam o njej, ne gre samo za golo pisanje ali pa oblikovanje stavka, ampak ni lahka stvar napisati dobro kratko zgodbo. Kosma oziroma Tomaž Kosmač, najprej te moramo vprašati,
Imaš kakšen kos DNK-ja skupnega s Cirilom Kosmačem? Vem, da te to vprašanje morda celo pojezi. Ne, s Cirilom Kosmačem nimam, imam pa z drugim, zdaj ne vem, če ga vi poznate, ampak jaz, ko sem se iz Idrije preselil v Godovič, to je 12 km iz Idrije, sem zelo veliko lutal po naravi in nekoč naletim na neko bleščavo v gozdu in se približam tja in vidim, da je tam prvotni grob Janka Premrla Vojka. To mi ni bilo znano in sem bil čist fasciniran. Še bolj pa kasneje, ko se je izkazalo, da imava z Jankom Premrlom skupnega prednika. Tako da imam nisem s Cirilom Kosmačem, sem pa z Vojkom. Tomaž, s Kazimirjem in z Manko smo se zdaj pravzaprav pogovarjali tudi o teh odhajanjih mogoče nazaj. Manka je lepo se spomnila svojega otroštva in sem ves čas razmišljala, da ti pa pravzaprav v teh zgodbah svojih popisuješ tudi svojo mladost, druženja s hidroglistami in tako naprej. Prej sem že brala o Marku Breclju in še kom. In na začetku sem omenila tistega avtomatika, ki te pravzaprav, ti si bil prepričan, da se lahko na avtomatiku sredi Idrije voziš nag, zadrugiran in pijan. Policisti so ti povedali drugače in dobil si zelo zanimivo kazen. O njej pišeš kakšno? Ja, kot prvo se nisem vozil po sredi Idrije, tukaj sem že pameten, ampak po gozdni cesti, kjer je pisalo, da je vožnja na lastno odgovornost. Zato sem bil jaz prepričan, da lahko jaz počnem tam karkoli hočem. So pa rekli miličniki, da ni tako in so me oglobili zato, ker nisem imel registriranega avtomatika. Potem so me pa poslali oziroma dobil sem kazen 500 evrov, kar sem, ali pa 250, če takoj plačam, ker pa sem jaz že dolga leta na socialni podpori, mi to ni bilo izvedljivo, zato sem zaprosil za delo v javno dobro. In tako mi je sodišče ugodilo in sem dobil delo v domu starih, kjer sem en teden delal in se najprej pohvalil vzdrževalcu, ki je rekel, da ima 700 evrov na mesec, sem rekel, jaz jih bom 500 zaslužil v enem tednu, pa mu ni bilo ravno do smeha. In tam v domu starih sem opazil tudi precej stvari, ki jih prej nisem spoznal. Recimo, zakaj so ljudje tako apatični v delovni terapiji. To sem pa čisto slučajno pogruntal, da ko je bila delovna terapija in ko imajo tiste ure, je večina ljudi raje zrla skozi okno, pa čisto bila nezainteresirana. Na tem kazenskem delu jaz nisem imel pravzaprav kaj početi in sem šel enkrat na podstrešje in tam sem opazil vse njihove izdelke. In potem sem začutil, zakaj so taki, ker po njihovi smrti njihove izdelke enostavno zavržejo, čeprav so meni bili res, res izredni. Tako to me je tale izkušnja mi je bila po drugi strani tudi dobrodošla zato, ker mi je pokazala, da je treba vstajati ob 6. uri zjutraj, da si ob 7. na šihtu, da pol delaš do 3. popoldan, prej kot prideš domov, se preoblečeš, se uštimaš, kaj poješ in pospraviš, doma je ura 8, pogledaš malo televizija in nova runda. In to mi je nekako bilo dobrodošlo, da sem se spet zavedal, koliko sem privilegiran, da lahko počnem v življenju, kar hočem. Zakaj pa pri tebi kratka zgodba? Prej je Manka govorila o tej intenziteti. V pogovoru z Matejem Bogotajem si rekel, da držati ta zanos, da ti ni prav, da ti je to izziv. In če še tebe vprašam, kam daš kratko zgodbo v svojem življenju, Tomaž? Kam sodi ustvarjanje kratke zgodbe, posebej teh, ko jebe?
naslovna zgodba, prva od zgodb, ki je pravzaprav zelo tragična? Ja, prej je Manka rekla, ne, da se za kakšno kratko zgodbo zamudi po cel mesec, kar se meni zdi čisto nemogoče, ne, kaj se zamudim pol leta. Predvsem si rečem zato, ker nisem tako nadarjen kot drugi, zato moram pač se bolj potruditi. In pa kratke zgodbe večkrat primerjam z romani. Romane sem tudi napisal, 4 komade. In tukaj za romane pravim, da je kot ko se lotiš romana, vsaj jaz nekega pišem, dajmo reči 3-4 leta, takrat veš, da si 3-4 leta vezan na eno, in jaz rečem kar žensko, medtem ko kratka zgodba je pa, kjer lahko vsake pol leta skače s cveta na cvet. Zelo življenjska prispodoba. Analogija. Franci Novak, pesnik, ki je že zapisal, pravzaprav izdal že drugo kratkoprozno zbirko in z njo zdaj nominiran za nagrado Novo mesto, festivala Novo mesto Šort. Tvoje zgodbe, zdaj je zanimivo, kako se prepletate, pravzaprav odgovarjate skoraj drug drugemu. Tomaž je zdaj omenil žensko. Jaz bom pa omenila ženski obraz. Kar nekajkrat se v tvojih zgodbah sreča lik z ženskim obrazom. Ne samo žensko kot tako, pač pa z njenim obrazom, z njenim pogledom. In ponavadi je to na prevoznih sredstvih. Imamo avtobuse, imamo vlak, imamo sup v sanjah, kjer je poplavljen gozd. In najprej, zakaj ta prevozna sredstva, ker kolesa kot v prvi zbirki ni, v drugi zbirki, kolesa nisem našla. In kaj je s temi ženskimi obrazi, pogledi, oblikami? Ja, kar se tiče javnih prevoznih sredstev, je verjetno to pač čisto osebno stvar, ne. Ker jih uporabljam in jih rad uporabljam. Tako. In pišeš tudi tam, na vlaku? Včasih tudi, ja. Na vlaku je zelo lepo pisati, no. Vem, sploh če je kakšna daljša vožnja. Večkrat se vozim recimo iz Grosuplja do Kočevja. Samo zato, da kaj napišem, no. Kaj tudi ritem vlaka pa to naredi svoje. In mogoče poudari neke misli pa pogledi skozi okno. Ves ta sklop zvoki v vlaku, mislim, to me kar precej navdušuje, no. Je tak prostor za pisanje, vlak recimo. Avtobus verjetno nekoliko manj, ne? Avtobus ne. Posebej, če ima obvoz. Pa če je gužva. Namreč naslovna zgodba je zgodba obvoz, ki pravzaprav nas ves čas drži v nekem, trepetala sem z vami, a boste zleteli dol kam ali ne. Samo to je bila resnična, mislim resnična pač, seveda je v zgodbi nekaj pretiravanja, ne. Samo je bila neka taka stvar, ne, smo šli z avtobusom in je bil neki obvoz in jaz sem opazoval ljudi, potnike, ne. In sem videl, kako so nekako vznemirjeni, skoraj prestrašeni, čeprav smo vedeli, kam gremo, pa to ne. Ampak verjetno, kadar ljudje skrenemo iz teh običajnih poti, se v nas prebudijo neka mogoče malo kakšna temna čustva ali negotovost, no. In to me je v tej zgodbi zanimalo, no. Ker ne kontroliramo več. Ne kontroliramo več, ne vemo, ni več to tista vsakdanja pot, po kateri se vsak dan vozimo, kjer so znane stvari, znani obrazi. Ampak je nekaj novega. In takrat smo se vozili skozi neko zasneženo pokrajino, neznano, in iz tega je nastala zgodba kasneje, ne. Tako da to je za osnovo ima neki resnični dogodek. Pač. In tudi ta gospa, ta ženska, katere obraz opazuješ in opaziš, in na nek način se zgodi en medosebni odnos, Manka se ukvarja s temi intenzivno s temi medosebnimi odnosi, pa vendar ta odnos v hipu, ko ženska odide z avtobusa, izpuhti. Mogoče ne izpuhti docela, ampak takrat je najbolj intenziven, ne vem, no. Sploh mogoče človeški pogledi, sploh, ne vem, kar se tiče odnosa moški, ženske. Kot da gre za neko drugo govorico, ne, onkraj jezika, ne.
kjer se stvari najbolj intenzivne, mogoče vidiš neke stvari v človeku, ki ti jih sam ne more razložiti ali povedati. Ne. Pač skozi poglede se dogajajo neka posebna komunikacija, je to nejezikovna. In to me je zmeraj zanimalo, no, kaj pa se jim. Hodiš po ulici, pogledaš kakšnemu človeku v oči, tako hipno, in kot da se zgodi kakšno prepoznanje ali kaj pa se vem, no. Je lahko to, Težko je povedati to. je lahko to netilo zgodbe, ta pogled? Kar nekajkrat se pojavi ta pogled, pa hkrati to prebuditi se iz normalnosti, pravzaprav iz budnosti. Kar nekajkrat je to, na kakšen način se prebuditi, kdo naj se prebudi? Vsi. Vsi. Van iz Ker svet je čedalje bolj, se prej že Kazimir je govoril o tem, no. Svet je čedalje poln nekih konstruktov, norm, ki nas čedalje bolj obkrožajo, atomiziranosti, no. In prebuditi se iz tega pomeni mogoče videti vse te sheme, konstrukte, v katere smo ujeti, no. Pogledati se od zunaj, kdo smo, kaj smo, zakaj živimo, kakor živimo. Mogoče v tem smislu, ne. No, manjka, zdaj sem se spomnila eno od ponavljajočih vprašanj v tvojih zgodbah, mislim, da vsaj dvakrat, pa je, kaj dela dom, ne? To je tudi eno od teh osnovnih naših mogoče eksistencialnih vprašanj, sploh pri tujcih oziroma pri prišlekih oziroma pri neturistih. Kje sem zares doma, ne? Ker nekje en dom imamo ponavadi tu, potem je pa še en fizičen, geografski, kakršenkoli dom. Torej, kaj je tisto, kar dom naredi dom? Jaz mislim, da večina nas se s tem ne rabi ukvarjati. Imamo to srečo, da se ne rabi. Torej, nismo begunci, nismo migranti, nismo v to prisiljeni. Imam pa v družini, recimo moj mož je Avstralec in tam rojen, tam doštudiral, prišel v Slovenijo, slovenskih korenin. Zanj jaz smatram, da ni nikjer zares doma. Vedno so neke primerjave, to tukaj. Zato vedno pravim, da je to neke vrste shizofrena situacija, ki je jaz sama recimo ne bi rada imela, ne bi rada šla skozi to izkušnjo. Zdaj, kaj dela dom? To je verjetno, vsak posameznik ima svoje odgovore, a ne? Zdaj, če jaz gledam svojo sobo, je lahko samo soba, nek prostor, recimo, da 4x3 metre, recimo. Moj dom so moje fotografije, so neki spominki, so moje knjige, ki jih imam rada in je to dovolj. Nekdo potrebuje več, nekdo manj, nekdo tega sploh nima, ne? Tako da, ja. Kazimir, prej si na nek način, tudi Franci je zdaj omenil, to neumeščenost v družbo pravzaprav, ne, na nek način nimamo več doma v družbi, ker, ne, ali pa tudi, če si domišljamo, da ga imamo, je to zelo odprto vprašanje. In me zdaj zanima, v centralni knjižnici, kjer delaš kot varnostnik, tudi prva zgodba je zelo zanimiva, govori pravzaprav o varnostniku, ki v nekem trenutku ubije tujca. Zelo zanimivo, kako se povezujejo te vaše zgodbe na čisto neki nerazumski ravni. Kakšno je to delo en del tvojega doma, ne? Prej si mi s takim zanosom pripovedoval, kako je delati v takem okolju, ne? Tudi arhitekturno in tako. Ja, mislim, ta prva zgodba, če čisto na kratko komentiram, je pač nek retelling Camusovega Tujca, pač prenesena v naš prostor. Ampak drugače, ja, ta življenjska oblika vezana na knjižnico je super. Sploh če je to, ne vem, centralna tehnična knjižnica v Sloveniji, ki ima res ogromno, ima res dobre knjige. In to je pač to je tak kraj, kjer nastane kreativnost, ja.
Včasno pa tudi pač pridejo določeni prišleki noter v knjižnico in zmotijo pač to idilo in pač zasekajo noter v to. Zgodbe, naslov tvojih zgodb je zgodbe nekega slabiča. Potem pa se pogovarjamo o tistih dveh dvojčkih, ki sem prej rekla, ki se ne zdita slabiča, pogovarjamo se o varnostniku, ki če je ravno nemoralno početje naredi zelo odločno na nek način. Potem imamo tu kirurginjo, ki poskrbi, da trije ne doživijo jutra. Skratka, tvoji liki niso ravno slabiči v smislu odločitve, če ravno so pogosto, kot sem rekla, na robu moralnosti, etike, človečnosti. Odkud se rojevajo ti čudaški liki, ki so vpeti tudi v realnost, ne samo v sanje? Ja, dobro opaska. V bistvu oni so slabiči, ampak ne toliko po odločitvi, ampak že po sami, ne vem, neki, to je uganka, ne zakaj, po neki eni drugi determiniranosti, ne vem, mogoče določene družinske travme ali kaj se vem, pač v tem bralec lahko ugiba, ne, zakaj pač ponovadi zdravniki pač glih ne morijo, ne, pač, mislim, ja. Tvoja kirurginja je drugačna. Prej je Franci rekel o tem prebujanju. Tomaž, v tvojih zgodbah, kjer je vse res, se seveda čuti tudi upor nekega punkerja, ne? Oziroma kljub temu, da so tvoje zgodbe opisovanje tako tujih kot svojih nesreč ali nesrečnosti ali nekih ovinkov življenjskih, se v tvoje pisanje nekje skozi neka vrata na nek način pritihotapi ena izjemna senzibilnost. In me zanima, kako nastaja, prej si rekel, pol leta rabiš za eno zgodbo, kdaj si z njo zadovoljen, kdaj veš, da je lahko pika, da lahko gre med ljudi, da si ravno dovolj senzibilen in hkrati poveš vse na način, kot želiš, torej tudi robato. Zgodbo nisem nikoli zadovoljen, pa tudi nikoli ne bom. K sreči so pa tukaj roki, do kdaj je treba oddati. In ponovadi šele potem, ko svojo knjigo preberem, ko je natisnjena, ko se vse tiste čustva in vtisi poležejo, opazim, kako bi pravzaprav moral napisati. In tudi v tej zadnji mi je zelo všeč, ampak vidim pa nekaj stvari, ki bi jih bilo treba izdelati. Zdaj, ne vem, kako bom v prihodnosti gledal, kot je bilo prej rečeno, sem bil dvakrat kandidiran že za knjigo Punk is Dead, ki so jo v Makedoniji in Srbiji res z navdušenjem sprejeli, ampak ko sem bil na predstavitvi, jaz sem zelo zahteven do drugih, ampak do sebe še bolj. In ko so me na predstavitvi v Beogradu vprašali, kako sem zadovoljen s prevodom, sem rekel, prevod je super, ampak zgodbe so za en kurc. Zato, ker sem po toliko letih, jaz pravim, da se še zmeraj učim pisati in vsako knjigo, ko preberem, mi da nekaj novega in vprašanje zdaj, tale mi je zdaj trenutno ful dobra, ne, par malenkosti bi res spremenil, ampak nekaj bistvenega. Ampak kot rečeno, ne sem o tem govoril, da popolne knjige nekako se človek ne more napisati, ker če bi napisal tako, kot se mi je zdelo, da bi bila popolna, ko bi jo ponovno bral, bi pa videl, da je bila mogoče prej boljša, kot je zdaj. Ne. Tako da, pustimo to odprto. Pustimo odprto, ampak vseeno bom pa si izposodila vprašanje Mateja Bogotaja, je punk mrtev? Res mrtev? Kar se mene tiče, je mrtev, je že dolgo pod rušo. To pa zato, ker jaz sem pač živel v neki utrdbi punka, kjer pa nisem bil punker, ne. Tukaj punkerji so bili največ v Idriji, pa Metliki, pa Ljubljani. Za Ljubljano se vidi, da so bili punkerji bolj kot ne šminkerji. Metlika in Idrija pa dajala tisto
prvinsko, kar punk daje, ne. Ampak kot, jaz sem bil takrat bolj nagnjen do hipijevstva, do Beatlov, tako da šele pol kasneje sem pa bil nov v tisti sceni punkovski, tako da, ampak nisem bil nikjer doma, bom rekel. Zdaj pa glede punka, ne, pa tole, ne, da ko prideš na kakšen punkovski koncert ali pa če poznaš izvajalce, kaj jih tudi jaz, jih poznam osebno in vem, da so na šihtu in da se tam enostavno podpirajo sistem, se nič ne upirajo, Bog vari, da bi si upali kaj roko dvigniti, ampak grejo lepo za šank, tam šimfajo, ko pa vmes malo vadijo, ne, ko pride čas koncertov, si pa nadenejo snene jakne, neke bedže, si dajo irokeza, ampak samo do ponedeljka grejo spet na šiht, takrat pa ne. Naprej, da vam dam še vsem isto zadnje vprašanje, o katerem smo se že prej pogovarjali. Franci, prebrala sem odlomek, v katerem pišeš o jeziku kot o zarjavelem žeblju, pa podobno vprašanje, kako veš, kdaj je kratka zgodba, ne? Zdaj govorim o pesniškem umu. Kako tvoj pesnik v tebi, divji pesnik v tebi, če lahko parafraziram Kazimirjevo zgodbo oziroma naslov, ve, da je kratka zgodba dovolj dobra, da jo pošlje založbi in se nadeje nominacije edine kratkoprozne nagrade? To je pa zelo različno, no, tako odvisno. Za ene par zgodb sem že takoj vedel, no, da so dosti v redu, recimo. Dosti v redu ali da so dobre? Da so dobre, že takoj, ko sem jih napisal. No. Ene zgodbe sem pa pisal, ne vem, tudi pa pol leta ali pa še več, pa ne vem, po 10 verzij in sem prekladal odstavke gor pa dol. Tako da ni nekega pravila, no, da bi vedel. No. Tudi ta občutek, recimo občutek avtorja, zna biti zelo varljiv, ne. Kar človek tudi vidi, ko prebere kakšno kritiko pozneje po izdani knjigi, ne. Recimo vidiš, da kakšne zgodbe mogoče so predolge, da so neke stvari, da si preveč razlagal bralcu, da bi kakšno zgodbo lahko spustil, no. Tako da po mojem je ta avtorski občutek, da je zgodba res, ne vem, no, vsaj pri meni, zelo redko, no, da imam, da vem, da ta zgodba pa je to, da ne rabim več zaključevati, dodelovati, no. Katere so šle lažje skozi? Tiste, ki se dogajajo v sivini, temini, v mrzlem vremenu, ne, ker nas je zeblo zraven, ko beremo, recimo avtobusi, obvozi po ledenih cestah in tako. Ali tista obala, ki je pravzaprav najdaljša zgodba v tvoji zbirki, z različnimi liki, ki se opazujejo, opazijo, srečajo, oddaljijo, so fant, dekle in moški, in lahko povem, da se vse skupaj konča s posneto ljubezensko pesnijo. Ja, si le pesnik, ne? Tako. Ja, recimo ta naslovna zgodba Obvoz, ta je zelo hitro šla, ne. Mogoče zato, ker je bila osnovana na resničnem dogodku, no. In to sem dejansko v par dneh sem jo spisal in sem bil potlej že kar zadovoljen. Obala, te daljše zgodbe, Obala pa še tista druga časopis, tisto sem pa kar precej tenstal, ogromno časa, no, ampak no, na koncu nekaj je nastalo. In zdaj za konec. Že prej smo slišali besedo Svoboda, urednik, nekdanji urednik Radia Svoboda, ste slišali, ne, bo pravzaprav pisal zgodbo, povezano z Novim mestom. Če rečem Svoboda, Kazimir, kaj je prva misel? Ali pa druga, ali pa tretja? Svoboda. Jaz jo bolj, svoboda, ne vem, jaz jo bolj povezujem z naporom, ne vem, tak tip človeka sem, tudi v književnosti imam zelo rad pač težke knjige, ali pa tudi v filozofiji imam rad pač nekako, to me osvobaja, no, pač, ne vem, nekako tako. Tomaž? Prej si že nekaj omenjal, pravzaprav to tvoja svoboda, tudi to, da se kar ne daš sistemu utiriti. Je to svoboda tvoja ali je še kakšna druga? Ja, sej, ne.
Svoboda je predvsem to, da lahko počneš v življenju, kar si želiš. Ker recimo na svojih izkušnjah vem, sem bil tako zgubljen, da sem tudi samomore delal, ampak ne vem, kdo je bral Alan Forda, sem ga prekašal, tistega samomorilca, ker ko sem se jaz hotel s plinom, nisem imel denarja, mi je plina zmanjkalo in tako naprej. Sem pa kasneje se celo bal zaposliti, mislim, prijaviti na zavod za zaposlovanje, ker sem se bal, da mi bodo kakšno tovarno ruknili in sem raje bil brez sredstev in to je trajalo, mislim, da 5 let, da sem nabiral prazne flaše gor po Idri in sem, recimo zdaj imam 70 kil, takrat sem shujšal na 57. Videl sem pa vseeno, da rajši ustrajam na svoji poti, kot pa da grem pa duševno umrem. Franci, tvoja svoboda? Težko vprašanje, ker recimo jaz se spomnim, sem se zelo svobodnega sem se počutil, ko sem šel iz vojske, ker sem služil ta pač vojaški rok 1 leto. JLA-jevski. In tisti dan, ko sem jaz šel, to je bilo neverjetno vzhičenost, sem si predstavljal prihodnost, popolnoma, totalno odprto, vse bo novo, samo čez par dni je to malo izvenelo. Tako da verjetno svoboda je zmeraj v nekem dialektičnem ravnotežju za nesvobodo, tako da ne vem. Mogoče v spoznavnem smislu, da vidiš, kateri mehanizmi te oblikujejo, da bi znal videti nekako se od zunaj, se rešiti nekih prisil. Mogoče nekaj v tem smislu. Točno. Manka, tvoja svoboda? Jaz bi rekla, svoboda zame je možnost odmika od neke rutine. Torej, da lahko počnem to, kar bi jaz rada počela. Da imam nek svoj čas. To je to. Zdaj pa je čas, da vas povabim nazaj v auditorij. Nekdo od vas se bo prav kmalu vrnil. Namreč prišel je čas za razglasitev letošnjega izbranca oziroma izbranke za nagrado Novo mesto. Tako da vas lepo prosim, previdno po temnih stopnicah. Hkrati pa bom povabila na oder predsednico žirije, strokovne žirije Majo Šučur in pa gospoda župana, ki bosta skupaj, najprej bo predsednica žirije razglasila letošnjega izbranca oziroma letošnjo izbranko, nagrado pa bo podelil gospod župan. Kar prosim. Kaj ste pa tako tiho? Svoboda je, da lahko pišeš o dobrih knjigah. Žirija, ki smo jo sestavljali literarni kritiki Robert Kuret, Moani Sinanović in moja malenkost, je vesela, da lahko z vami deli, da prejme nagrado Novo mesto za najboljšo zbirko kratkih zgodb preteklega leta, Franci Novak za zbirko Obvoz. Bravo. Iskrene čestitke. Zelo sem vesel. Mislim, da je tudi bilo slišati, da je bilo tako enostreno, ampak jaz sem bil pa pobožen, tudi ste bili. Zdaj pa še nekaj trenutkov za fotografe. Saj lahko ploskate še vedno. Najlepša hvala. Aha.
Najlepša hvala predsednici žirije in gospodu županu. Franci, prosim še za kakšen trenutek, če ostaneš na odru, vaju pospremim oziroma povabim nazaj v auditorij. Oziroma, Maja, bi še nekaj besed? Kar? Jaz bi še izkoristila ta trenutek, da utemeljitev preberem. Izrazito lirična pisava Francija Novaka gradi svetove, ki so oddaljeni in prepoznavni obenem, pravzaprav so dvojniki naših svetov in njihova ogledala. Čeprav njihova magičnost zajema impresije lokalnih, delavskih, predmestnih in ruralnih miljejev, ki jih skozi zgodbe uzremo na povsem nepričakovane načine, v nihanju med budnostjo in blodnjavostjo vzpostavljajo lastne fizikalne zakone. Anonimni bližnjiki, ki iz teh izbrušeno ogoljenih mikrookolij vznikajo, so liki odprti v obče oziroma skupno, zato jih lahko bralec kreativno naseljuje z lastnimi izkušnjami. Pretanjene moduse opora namreč nakazujejo brez neposredne političnosti. Obenem gre za zbirko, ki jo jezik neposredno zanima, njen slog pa je razmeroma preprost, poln obeta komaj izgovorljivega, vendar ritmizirano čuten, mestoma se zdi skoraj metrumski in taktilno oprijemljiv. Prav s tem Franci Novak prepričljivo zaokroža zbirko kratkih zgodb Obvoz, ki se umešča v linijo poetične proze, a jo avtorjev prepoznavni glas, brez špekulacije ali kakršnih koli obvozov, vztrajno približuje tudi širšemu bralstvu. Hvala, Maja Šučur. Hvala. Franci, lepo prosim, če se mi pridružiš. Zdaj te bom spraševala občutki, ker zdaj vem, da jih še niso tisti, ampak očitno je bil v avtorju občutek, da so neke zgodbe, rekel si, kar dobre, v resnici zelo dobre, pravi. A zdaj si ogledoval nagrado, pa vendarle, kaj se ti plete po glavi? Bližje. Ja, mislim, zelo sem vesel, resno, ker je neko priznanje, ker mogoče ne pišem ravno najbolj všečnih zgodb za bralce, no. Tako da sem zelo vesel, da je ta zbirka dobila pač to nagrado. Tudi to nagrado, Novo mesto, ki je že pač tradicionalna in so bili tudi prejšnji dobitniki zelo kvalitetne zbirke napisali. Tako da res zelo sem vesel. Zdaj si med njimi. Zelo sem vesel, res. Jutri zjutraj ob 10:00, veš, da še nisi zdaj končal svojih zadev v povezavi s festivalom. Jutri zjutraj ob 10:00, zajtrk z novim nagrajencem letošnjega festivala. Tam pa bova šla še enkrat na vlak in skozi vse te zgodbe. Tako da iskrene čestitke. Hvala tudi za te besede. Povabim nazaj v auditorij. Franci, lahko se pridružiš svojim kolegom. Na pivo, tako je. In seveda iskrene čestitke tudi vsem ostalim nominirancem. Naprej sem obljubila slečene zgodbe že, naslov je en tak, da človeku zbudi določeno domišljijo. In tako tudi pravijo, da nas ne bodo opustili brez domišljije tudi za čas po slečenih zgodbah, ampak kaj pravzaprav to pomeni? Slečene zgodbe so pripovedovalsko-glasbeni kabaret, v katerem so se združili glasbenika Andraž Polič, Ana Vipotnik ter pripovedovalca Katja Preša in Rok Kušlan. Tako nas bo naslednjo uro, nas bodo slečene zgodbe popeljale v vznemirljivo, čvrsto prepleteno kito glasbe in pripovedovanja, erotike in užitka, avtorskih in ljudskih motivov, romantike in strasti, pesmi in zgodb, ki vas bojo svojo domišljijo navdihovala še dolgo potem, ko bodo odrske luči že ugasnile. In kdo bo kriv za to? Andraž Polič, pesnik, glasbenik, skladatelj, igralec, avtor številnih pesniških zbirk, ustvaril je glasbo za več kot 10 gledaliških predstav doma in v tujini. Katja Preša, morda ste jo ujeli na kakšnem pripovedovalskem festivalu, velja za eno duhovitejših pripovedovalk, je pa tudi programska vodja otroškega knjižnega festivala na Vodnikovi domačiji v Ljubljani. Ana Vipotnik, tokratna gostja slečenih zgodb, je tako rekoč sinonim za uglasbeno poezijo. S svojimi izkušnjami bo slečene zgodbe odpeljala v neke povsem nove čarobnosti.
Rok Kušlan pa je v desetletjih pripovedovanja razvil samo svoj slog, ki temelji na aktualizaciji zgodbe in izrazitem humorju. Torej imamo se česa veseliti. Še enkrat, videla sem prej, da ste želeli še enkrat zaploskati današnjemu nagrajencu. Lepo prosim, seveda. Hkrati naj pa ta aplavz velja seveda tudi za vse tiste, ki vsakič znova poskrbijo in poskrbite in poskrbimo, da je festival pripovedovanja in kratke zgodbe aktualen, živ in hvala tudi vam, ker vsakič znova podprete vse to, kar se gremo, kar si želimo pravzaprav dajati drug drugemu in tudi to je ena velika svoboda, če se spomnimo leto in pol nazaj, ko tega nismo imeli. Hvala lepa. In slečene zgodbe prihajajo na oder. Srečno. Ljubezni šepetali in jaz te bom žgal.